Lep pozdrav sem, ime mi je Rok Ostaničič, sem svetovalec na področju pravilne uporabe standardov GS1. V naslednjih minutah vam bom na kratko probal predstaviti, zakaj kakovostna identifikacija izdelkov pomeni njihovo lažjo pot do kupca. Verjetno ste opazili, da so v sodobnih trgovskih centrih vsi izdelki označeni s črtno kodo in ta se skenira na blagajni. Te črtne kode, ki se nahajajo na izdelkih, so znane kot EAN kode, se pravi European Article Number kode. Največkrat gre za EAN13. Bistvena pa ni samo črtna koda, ampak vsebina te črtne kode. In sicer gre za številko GTIN, Global Trade Item Number. Ta je v kodi skrita, gre pa za edinstveno oznako izdelka, ki velja po celem svetu. In prav ta kombinacija črtne kode EAN in številke GTIN zagotavlja kakovostno identifikacijo. V praksi prodaja prek trgovcev brez tega več ni možna. Verjetno se sprašujete, kako to zagotovi lažjo pot do kupca. Bom navedel nazoren primer. Če ne bi uporabljali EAN kode in GTIN številke, predstavljajte si blagajne, kjer bi blagajničarke namesto skeniranja pripisovale cene ali pa oznake artikla. Pri tem bi se delale vrste, poleg tega pa bi bilo zaradi ročnega vnosa cel kup napak in napačnih identifikacij izdelka. Ni potrebno poudariti, da bi to povzročilo ogromne zastoje. Se pravi, eno rešitev že imamo in po zaslugi GS1 je v splošni uporabi že več desetletij. Ampak kako naprej, ne? Količina podatkov, ki jih zahteva zakonodaja, še posebej pri prehrambnih izdelkih in zdravilih, narašča. Datumi uporabe, šarža oziroma lot, država porekla in podobni podatki. Vsi ti podatki so pomembni, ampak so zdaj vtisnjeni na embalažo. Podobno tudi naslovi spletnih strani, kjer se nahajajo dodatne informacije o izdelku. Idealno bi bilo, da bi bili ti podatki že v črtni kodi in da jih lahko preberemo z enim samim skeniranjem. In točno v tem leži prihodnost, da se vsi ti podatki nahajajo kar v sami kodi. Obstoječe črtne kode imajo omejeno kapaciteto in več kot nekaj 10 znakov ne moremo zapisati vanje. Seveda, brez da bi morali povečati kodo, kar pogosto zaradi majhne embalaže ni možno, ali pa bi pomanjšali kodo, kar bi poslabšalo berljivost same kode na čitalnikih. In rešitev se kaže v kodi, vidite na sliki v kotu, pravimo ji 2D koda. Polna je pik in kvadratkov, ki predstavljajo podatke zapisane vanjo. Njena največja prednost pa je, da lahko na isto veliki kodi, kot je klasična črtna koda, zapišemo bistveno več podatkov. Nekaj tisoč znakov namesto nekaj 10. Beremo jih lahko tudi s pametnim telefoni, kar potrošniku omogoča, da sam lažje pridobi več informacij izdelkov. Na veliko se 2D kode že uporabljajo, in sicer v zdravstvu pri označevanju zdravil in medicinskih pripomočkov. Zdaj pa nam se odpirajo neslutene možnosti še pri maloprodajnih izdelkih. Če vas zanima še kaj o naših GS1 2D kodah, QR Data Matrix, pa me lahko vprašate v živo v naslednjih minutah.